Pozdravljeni! Zadnje dni občino Ormož in najbrž tudi regijo razveseljujejo tri pomembne novice. Prva je verjetno ta, da je Dars končno izbral izvajalca, ki bo gradil novo cesto med Ormožem in Markovci. Druga, da je gimnaziji Ormož na državnem razpisu uspelo pridobiti 3 milijone evrov za širitev gimnazijske stavbe. In tretja, kot je tudi na minuli seji občinskega sveta potrdil župan, da v novo ekonomsko-poslovno cono Glinokop prihaja podjetje Palfinger. Kot je razvidno iz odločitve na portalu javnih naročil, je Dars gradnjo okoli 16 km dolgega odseka ceste med Ormožem in Markovci zaupal konzorciju gradbincev s Pomgradom na čelu. Pomursko podjetje bo, če ne bo pritožb, skupaj z družbama VOC Celje in Cestno podjetje Ptuj cesto gradilo za 69,4 milijona evrov. Z novelacijo investicijskega načrta je bila vrednost investicije sicer ocenjena na dobrih 73 milijonov evrov. Celoten odsek zajema 5,73 km dolg pododsek med Markovci in Gorišnico ter 10,36 km dolg pododsek med Gorišnico in Ormožem, kjer so doslej že zgradili viadukt Sejanca. V sklopu gradnje bodo zgrajeni 4 nadvozi, 270 metrov dolg most čez kanal hidroelektrarne Formin, most preko Pesnice, 2 zunajnivojska priključka, ob tem pa bodo prestavili sedanjo glavno cesto in lokalne ceste v skupni dolžini 1,47 km in poljske poti v skupni dolžini 5,58 km. Gradnja bi naj trajala 30 mesecev od uvedbe v delo, predvidoma do leta 2026. Minuli teden pa je vlada na seji odbora v okviru načrta razvojnih programov za obdobje do leta 2027 potrdila investicijske projekte strokovnih srednjih šol s področja zdravstva, in sicer za infrastrukturne investicije v Ljubljani, Murski Soboti in v Ormožu. Tako se ormoški gimnaziji po 2 letih priprav obeta nov prizidek, s katerim bodo pridobili kar 700 kvadratnih metrov dodatnih površin. Za investicijo bodo prejeli 3 milijone evrov, 2,8 milijona letos in 200 tisoč evrov naslednje leto. Dela bo izvajalo komunalno podjetje Ormož. Tudi dela o Glinokopu, kjer v Ormožu nastaja nova 35 hektarjev velika ekonomsko-poslovna cona, so v teku in bodo predvidoma zaključena 30. septembra letos. Projekt, ki je prejel polno podporo Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, z zagotovljenim 100-odstotnim sofinanciranjem v višini 1,6 milijona evrov, obsega izgradnjo infrastrukture na območju Glinokopa, ki bo omogočila prostorske pogoje za gospodarsko dejavnost. Zaenkrat je znano, da je zemljišče za gradnjo lakirnice na javni dražbi kupila družba Palfinger. Kupoprodajna pogodba je bila podpisana sredi junija. Pomisleke glede lakirnice v Glinokopu je na minuli seji občinskega sveta izrazil svetnik dr. Simon Kolmanič. Sedaj, ko že lahko govorimo o načrtovanju investicij, me zanima predvsem naslednje. V medijih je bilo že slišati informacijo, da se bo na degradiranem področju opuščenega dela Glinokopa gradila lakirnica. Zanima me, ali je občina in bodoči investitor že pristopila v pogovor z okoliškim prebivalstvom, da ne bomo prišli v podobno situacijo, kot jo imamo s čistilno napravo v Sodincih, ali kot smo jo imeli v podpisu pisma o nameri za sortirni center za odpadke na tem istem področju. O morebitnem negativnem vplivu lakirnice na okolje je treba čim prej govoriti z našimi občani, ki se jih to dotika, ali pa jih bomo ignorirali podobno, kot to dela Mestna občina Ljubljana pri gradnji kanalizacijskega voda C0 in nad morebitne protestnike pošiljali varnostnike ali celo policijo.
Župan Danijel Vrbnjak pojasnjuje. Občina Ormož in družba Palfinger sta v četrtek 13. junija 2024 podpisali pogodbo za nakup zemljišča v ekonomsko-poslovni coni Glinokop. V ta namen je bila izvedena tudi javna dražba, tako da se ne moremo strinjati s trditvijo, da bi šlo dosedanji postopki za skrivanje česarkoli pred javnostjo. V vsakem primeru je izvedba projekta in dokončna odločitev družbe Palfinger o gradnji proizvodnega obrata povezana z ureditvijo prostorskih pogojev, za katere se je zavezala občina Ormož. Hkrati pa je naložba odvisna tudi od pridobitve regionalne državne pomoči oziroma subvencije za investicije v države, ki je ključni sogovornik in podpornik velikih investicij. Ob dobrem in konstruktivnem sodelovanju vseh vpletenih deležnikov verjamemo v izpolnitev vseh pogojev in uspešnost projekta in dolgoročno sodelovanje. Pogovor z vsemi vpletenimi deležniki, tudi z lokalnim prebivalstvom, bo v prihodnje voden transparentno, v dialogu brez ignoriranja mnenja zainteresirane javnosti. Tako občina kot investitor sta pripravljena na pogovor in iskanje sinergijskih učinkov z vsemi vpletenimi deležniki. Hkrati bo občina v vseh postopkih ravnala skladno z zakonodajo. Tudi v povezavi z dvomi o morebitnih negativnih posledicah načrtovane investicije imamo vsa zagotovila investitorja, da v svojih procesih uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo ter zagotavljajo najvišje okoljske in tehnološke standarde. Avstrijsko podjetje Palfinger, ki že ima obrat v Mariboru, je za širitev svoje proizvodnje novo lokacijo nekje v severovzhodni Sloveniji iskalo že kar nekaj časa. Kot je znano, so za podjetje bili zainteresirani v Lenartu in Kidričevem, zlasti pa v Slovenski Bistrici. Po neuradnih informacijah naj bi družba Palfinger za širitev proizvodnje namenila kar 100 milijonov evrov. Zato si jo je kar več občin želelo pridobiti v svoj kraj. Tudi letos je župan občine Ormož pripravil sprejem za maturante predšolske vzgoje in gimnazijskega programa na gimnaziji Ormož. 4. julija, ko so bili znani rezultati poklicnih matur, je že pripravil sprejem zanje. Prireditev je bila v Beli dvorani Grajske pristave. Takšne slovesnosti so tako za maturante, njihove starše in tudi profesorski zbor vedno prijetni dogodki, ki se jih velja spominjati, tudi potem, ko nas življenje že vodi po drugih poteh. Zbrane je najprej pozdravila ravnateljica Klavdija Zorjan-Škorjanec, ki je spregovorila o poteku priprav na maturo, vsem pa čestitala za uspeh. Potem je maturantom za uspešno opravljeno maturo čestital tudi župan Danijel Vrbnjak in jim seveda zaželel uspešno poklicno pot ali nadaljnji študij. Skupaj z ravnateljico pa sta potem podelila tudi spričevala ter knjižno nagrado s celoletno vstopnico za bazen. K opravljanju poklicne mature je letos pristopilo 29 dijakinj in dijakov. 28 jih je maturo tudi uspešno opravilo. Na gimnaziji pa so še posebej ponosni na 2 zlati maturantki, na Nino Horvat, ki je od 23 možnih točk zbrala 22 točk, in na Tiaro Kuzma, ki je od 23 možnih zbrala vse točke. Časi dnevi so noči,
loviš in kamorkoli greš, bom vedno s tabo tam, da ti ujamem dan. Želim, da srečen si prav vsaki ulici, saj jaz bom že kako si barvala nebo. Želim ti dobro, veš, in kamorkoli greš, bom vedno s tabo tam, da ti ujamem dan. Imam še slike vse in tvoje dihanje, še vedno nosi me. Pararam, pararam, pararam. Pararam, pararam, pararam. V knjižnici Franca Ksavra Meška je v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev Mladina Ormož v mesecu juniju potekala prireditev za zlate bralce. Zlati bralci so učenci 9. razreda, ki so vseh 9 let uspešno upravili bralno značko. Glede na to, da je letos Meškovo leto, je poseben gost na prireditvi bil pranečak Frana Ksavra Meška Ciril Meško. Tudi Medobčinska zveza društev prijateljev Mladine Ormož že vrsto let sodeluje v projektu Zlata bralka, zlati bralec, ki poteka znotraj društva Bralna značka Slovenije. V okviru projekta s knjigo obdarijo učence 9 razredov, ki pomeni pohvalo za 9-letno sodelovanje oziroma branju za bralno značko. Kulturni program v duhu življenja pisatelja, pesnika in duhovnika Franca Ksavra Meška so zlatim bralcem pripravili petošolci osnovne šole Ormož po zamisli mentorice magistrice Mateje Meško. Duši so dragi, tihi in mirni večer. Ob takih tihih in mirnih večerih, ko v naravi skoraj ni slišati glasu, ki bi motil misli naših duš, te rade govore same s seboj. Ob takih večerih se razgrne pred nami naše življenje, kakor na vse strani pregledna planjava. In podobe ter dogodki vstajajo iz globine duše. Pred nami oživi naša mrtva mladost. Bude se nam spomini na jasne in na temne, težke dni in spomini na nekdanje, ena
enako mirne, enako tihe večine. Višek prireditve je bil pogovor s pranečakom Franca Ksavra Meška, Cirilom Meškom, doma iz Lahoncev, ki je zbranim pripovedoval o spominih in vrednotah svojega prastrica, saj ga je kot otrok imel možnost tudi večkrat srečati. Verjeti je, da so zlati bralci prebrali tudi katero izmed del Franca Ksavra Meška in tako toliko bolj razumeli kulturni program in pripovedovanja Cirila Meška. Projekt Zlati bralci je sicer vseslovenski projekt. Ja, to je v bistvu prek Zveze prijateljev mladine Slovenije, prek društva Bralna značka, se vsako leto torej obdaruje učence, devetošolce, ki so bralno značko uspešno opravljali. Verjamem, da je to najbrž tudi spodbuda za te mlade bralce, ne, da ostanejo torej bralci tudi v odrasli dobi. Ja, res je, saj se vsi zavedamo, da naše mlade rado zanese med računalnike in te tehnološke razne napravice in nam je resnično cilj vsem skupaj, da bi vseeno vzeli kdaj v roke knjigo, da bi se zatopili v ta svet knjig in umaknili iz teh naprav. Tako da zagotovo je to naložba za vnaprej. Jaz verjamem, da bodo v tej smeri nadaljevali še na njihovi nadaljni poti. No, kako pa sicer sodelujejo današnji v bralnih značkah? Včasih se spomnim, ne, da smo vsi brali in vsi smo hoteli dobiti bralno značko. Kako je danes s tem? Mogoče je danes malce drugače, je treba jih malo več spodbujati, motivirati, tudi povabiti k sodelovanju starše in nekako se truditi, da otrok sam pri sebi razvije nekako ta interes, to motivacijo za branje. Tako da je to nekako trud nas vseh, ki z mladimi sodelujemo na različne načine, tudi v knjižnici in v šolskih in v naši ormoški knjižnici zagotovo vsi delujemo v tej smeri, tako da jaz verjamem, da uspešno. Kar se tiče učnih načrtov, obstaja še obvezno branje? Ja, domače branje obstaja, bralna značka pa v bistvu ni obvezna. Mogoče je ravno to eden izmed razlogov, ampak jaz moram reči, da smo lahko ponosni na teh 42 zlatih bralcev, ki jih imamo v letošnjem šolskem letu. Gre torej za občino Ormož? Ne, gre za vse 3 naše občine, torej 6 osnovnih šol. Vsem devetošolcem v Sloveniji, ki so ves čas osnovne šole brali za bralno značko, so letos podarili knjigo Mali črv Oto, Lovra Matiča s ilustracijami Tomaža Lavriča. Posebnost projekta Zlati bralec bralka je, da knjig, ki jih podarijo, ne moreš kar tako kupiti, ampak si jih moraš zaslužiti z branjem. Običajno gre za posebne izdaje nagrajenih knjig. V 21 letih so razdelili 738.500 takšnih knjig. Med 9 prireditvami, ki so potekale v okviru festivala Ormoško poletje 2024, je bil tudi Rožmarinki festival, namenjen najmanjšim občanom, v okviru katerega pa župan pripravi tudi sprejem za otroke rojene minulo leto. Vse skupaj počasti s torto, novorojence pa obdari še s posebnim darilom. Rožmarinkin festival, na katerem kraljuje Rožmarinka, sicer glavna zvezda dogodka, poteka v Grajskem parku. Organizatorji seveda kraja za čim bolj praznično vzdušje niso izbrali slučajno. Gre za dovolj sence, a tudi dovolj mehke trave, kjer se otroci lahko zabavajo po mili volji. Večina jih seveda pride v spremstvu staršev, tako da je Rožmarinkin festival priložnost tudi za družinsko zabavo. Gre za odličen otroški žur s pravljičnimi junaki, klovni, gledališke predstave, otroške športne dejavnosti, ne manjka milnih mehurčkov ter kokic seveda in pisanih balonov. Lepotilnih kotičkov z možnostjo poslikave obraza in začasnih tatujev.
Višek pa je gotovo nagovor župana, ki je otroke pozdravil v spremstvu Rožmarinke. Med drugim je povedal: Lepo je, da se tako tradicionalno tukaj srečamo v našem prelepem grajskem parku. Lepo je videti tolikšno število ljudi. Seveda vsako leto si želimo, da še je ta številka večja. Jaz bi danes seveda pozdravil vse otroke, ne samo tiste, ki so rojeni leta 2023. Za tiste imamo eno posebno darilo kot vsako leto. Seveda pa vsi ostali otroci, starši, želimo eno prijetno druženje tukaj. Pripravili smo ta Rožmarinki festival, iger je veliko, kasneje še nas čaka ples, imamo klovna, imamo seveda našo Rožmarinko, izkoristimo jo tudi za kakšno fotografiranje. Dajte se poslikati, odnesite lepe spomine z našega lepega mesta, eno prijetno druženje in pa seveda vabljeni na vse ostale dogodke našega ormoškega poletja. In napočil je čas za torto, ki je mamila že od daleč. V torto sta pogumno zarezala župan in Rožmarinka in kmalu se je lahko s torto posladkal vsakdo, ki si je glede na atraktivno dogajanje vse naokrog vzel malo časa. Po torti pa je bil že čas za darila, ki so jih prejeli otroci rojeni leta 2023, s tem, da je župan darilo namenil tudi še komu, ki je bil rojen novembra ali decembra leta 2022. V glavnem vsega je bilo, tudi nagradna igra za poganjalčka, ki ga je srečnežu podarilo domačo podjetje, ni manjkala. In še. Veselo in predvsem zelo pestro je bilo. Škoda, če vas ni bilo zraven. V okviru festivala Ormoško poletje je potekala tudi proslava ob dnevu državnosti, s katero povežemo tudi otvoritev festivala. Slavnostni govornik na proslavi je bil župan, kulturni program so pripravili osnovnošolci, sledil pa je koncert godalnega kvarteta bratov Feguš. Še da poštejo, gdje si ti že domov? Živenajo vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Proslava ob dnevu državnosti je potekala na dvorišču grajske pristave. Slavnostni govornik je bil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je med drugim dejal: Naša domovina je Slovenija. Dom pa je naša občina Ormož. Vse to, kar želimo domovini, želimo tudi našemu lepemu mestu Ormož in naši občini, v kateri prebivamo. Tudi mi jo soustvarjamo in prispevamo za njeno delovanje. Zrasla nam je v srce in jo nosimo vedno pri sebi. Verjamem, da nam je skupna želja, da skupaj ustvarimo okolje, na katero bomo vsi ponosni. To nam bo uspelo s pozitivnim pogledom, s katerim bomo napravili korake, ki bodo pomembno vplivali na nadaljnje življenje našega dela Slovenije. Skupaj pišemo sedanjost, skupaj začnimo pisati prihodnost. Skupaj sanjamo to, kar želimo, da bi se nam zgodilo, in skupaj sanjamo tisto, kar želimo, da se zgodi našim otrokom. V Ormožu smo pred kratkim praznovali 5. občinski praznik. Lansko leto smo praznovali 750 let prve omembe Ormoža. S tem smo pokazali in kažemo spoštovanje do občine, spoštovanje do kraja, v katerem živimo, spoštovanje do ljudi, s katerimi živimo in konec koncev spoštovanje do tradicije našega mesta z bogato zgodovino, katera se že piše več kot 750 let. Zato verjamem, da se bodo uresničile želje vseh nas. To je ustvarjati in ustvariti lepo, okoljsko privlačno, varno in mirno, ekonomsko močno in kulturno bogato mesto, v katerem bo dobro vsem nam.
Kulturni program so pripravili petošolci osnovne šole Ormož po ideji mentorice magistrice Mateje Meško. S svojim nastopom so nas popeljali v svet Franca Ksavra Meška. Letos namreč praznujemo Meškovo leto, ki je posvečeno 150-letnici rojstva in 60-letnici smrti duhovnika, pisatelja, pesnika in dramatika ter domoljuba Franca Ksavra Meška. Tako je prebiranje odlomkov iz Meškovih del še kako sovpadalo k razmišljanju o domovini. Tako kot običajno proslavo ob dnevu državnosti v Ormožu združimo s odprtjem festivala Ormoško poletje. Tako je v nadaljevanju festivala dogajanja predstavil direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. Sledila pa je že prva prireditev, in sicer koncert izjemnega godalnega kvarteta bratov Feguš. Na predvečer dneva državnosti se je v organizaciji Atletskega kluba Ormož tudi letos odvijal tradicionalni ormoški nočni ulični tek. Udeležilo se ga je čez 200 tekmovalcev, ki so bili razdeljeni v več kategorij in po ormoških ulicah lovili najboljše tekaške čase. Ormoški nočni ulični tek se je letos odvijal že 21. V letih do danes Ormožu prinaša razpoznavnost med tekači in odlično predpraznično druženje. Ne gre samo za tekmovalke in tekmovalce vseh starosti, pač pa številne navijače, ki se zbirajo ob tekaških progah in navijajo za svoje favorite. Generalni sponzor ormoškega nočnega uličnega teka je Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož ter nekaj manjših sponzorjev, ki so pristaši tovrstnih tradicionalnih prireditev Atletskega kluba Ormož. Ormoški atletski klub je razen nočnega uličnega teka znan tudi po spomladanskem polmaratonu. Najprej so na progi pomerili svoje moči najmlajši, dečki in deklice, rojeni 2013 in mlajši, ki se odpravijo na progo v dolžini 550 metrov. 4, 3, 2, 1, start! Okrog po ulicah je krenilo kar 46 otrok, 18 dečkov in 28 deklic. Med njimi pa tudi najmlajši udeleženec, Lenart Bratuša, star šele 3 leta. Nika Šoštarič in pa David Erman. Filip Horvat, Marko Bezjak, pri dekletih bomo kasneje izdali še natančne rezultate. Lenart Bratuša. Sledil je tek na 1100 metrov, ki so se ga udeležili otroci rojeni od leta 2009 do 2012. Na tej dolžini, kar pomeni 2 kroga po ulici, je štartalo 9 otrok, 3 dečki in 6 deklic. 4, 3, 2, 1, start!
lanskoletni zmagovalec in pa redni udeleženec tekov tukaj v Ormožu. Zasluži si aplavz Lukas Doni. Njegov čas 3 minute 4 sekunde. Jaka Horvat, tudi zelo dober čas. 3 minute 17. Pa zmagovalka Meta Bezjak. Na drugem mestu Klara Šoštarič. In pa na tretjem mestu Petra Alajbe. Nato so se v teku na 1100 metrov oziroma 2 kroga po ulicah pomerile družine. V tek se je pognalo 8 družin, kar pomeni otroci z mamicami ali očki ali celo z dedki ali babico. 3, 2, 1, start! Za naslednji tek se naj pripravi tek društva popravne enote Ormož. Ja. Žiga Gajser je brez mame. Tukaj pa Dedek Jože Kosi in pa Rok Študor zmagovalca. Ja, to pa je zdaj družina Kristel, Tija, Kaja, Tim in Kaja. Zdaj ime natančno ne vem. In pa na tretjem mestu družina Pintarič, Goraz in pa Ana. Posebna kategorija pa je tek društev. Člani različnih društev tečejo štafeto 3x po 550 metrov. Nastopilo je 5 društev, 2 prostovoljni gasilski društvi, 2 iz vrtca in društvo Aza. Bojan Smolaret. Ja, pripravimo 45 sekund prednosti, torej 3, 2, 1, start. Torej 3x po 550 metrov. Potem pa se bomo pripravili na tek članic. Danes je rekordnik 70 tekmovalk. Tudi lanskoletna zmagovalka Lea Hale. 45 sekund kasneje, torej bodo štartali člani PGD Savci in pa PGD Cvetkovci. Imamo 40, 41, 42, 43, 44 zdaj. Aplavz za PGD Savci. Bravo, Matince, tisti, ki je tekal v tretji menjavi. In pa drugo mesto, gre k atletskemu klubu Ormož. Ana iz atletskega kluba Ormož, torej trojica Aneja, Zala, Ana. Aplavz torej za Cikuvčane in pa njegovo tretje mesto. Ja, pred startom članic pa še naprošam za nekaj besed župana občine Ormož, Danijela Vrhnjaka. Ja, lepo zdrav tudi moje imeno, hvala za vašo udeležbo, hvala za vaš športni duh, hvala atletskemu klubu Ormož. Čestitke vsem, ki ste že prišli skozi cilj, čestitke že naprej vsem tisti, ki sodelujete, ostanemo vrego športne, popametne, pa najboljše najzmago. Hvala lepa, župan Danijel Vrhnjak. Sledili so teki za odrasle. Ženske so tekle 4000 metrov, moški pa 4800 metrov. V tek po ormoških ulicah se je pognalo 48 žensk. Med temi smo videli tudi direktorico občinske uprave Mileno Debeljak. Štart je s pokom naznanil župan Danijel Vrhnjak.
Odštevamo, ja. 3, 2, 1, start. 5 krogov, 800 metrov oziroma 4000 metrov. Ja, čez prvi krog, čas dobre 4 minute. Pa direktorica občinske uprave Ormož, Milena Nedeljak čez prvi krog, vodi številka 14, Nika Fajfar, druga Lea Haller, tretja Teja Faber. Ja, zdaj pa grejo najhitrejše v zadnji krog. Številka 14, Nika Fajfar iz Celja. To je zanimivo, ali lahko premaga lanskoletno zmagovalko Leo Haller, na tretjem mestu pa Teja Faber. Na četrtem mestu Jasmina Iljaš. Lanskoletni čas zmagovalke Lea Haller 13:42, 13:15. Mislim, da v cilj že prihaja Nika Fajfar, atletsko društvo Kladivar Celje. 13, 23, 24, 25, odličen čas, 13, 29, Nika Fajfar. In pa lanskoletna zmagovalka Lea Haller, letos za 5 sekund boljša od lanskoletnega časa. In pa tretje mesto Teja Faber. Na četrtem mestu Jasmina Iljaš. To so 4 najhitrejše. Tekmovanje so zaključili moški, ki so pretekli 4800 metrov. Tekme se je udeležilo 60 moških. Štart je s pokom naznanil predsednik atletskega kluba Ormož Ivek Golob. Ja, mi smo pripravljeni. Čakamo na predsednika kluba. Ja, je že tam Ivan Golob. 3, 2, 1, start! Odličen obisk, zdaj pa že prvi krog. Številka 34, Jan Kokal. 49, Jakob Medved. In pa 75, lanskoletni zmagovalec Matija Rizmal. Pa Blaž Orešnik že v drugi krog. Pa v drugi krog župan Daniel Grmjak. Pa direktor Andrej Vršič, direktor javnega zavoda za kulturo, turizem in šport. Jan Kokal, številka Jakob Medved, številka 20 Uroš Gutič. To so 3 najhitrejši. Številka 54 Aleš Novak. In pa prihaja najhitrejši, številka 34, Jan Kokal, še 2 kroga, vodstvo Jan Kokal. Prihaja iz Celja, številka 49, Jakob Medved, športno društvo Tekjelek. In pa na tretjem mestu Uroš Gutič, atletski klub Borac Vale. Daniel Trstenjak, pa 79 Matjaž Rus. In pa v zadnji krog gre trenutno vodilni Jan Kokal. Ja, to bo odličen čas. To bo odličen čas, še enkrat. Lanskoletni čas 14:07. Drugo mesto trenutno Jakob Medved. Na tretjem mestu ostaja 20-tica Uroš Gutič. Župan, 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 župan! Čas.
lani 14,7, 13,30. Jan Kotal, 13,30. Naj povem, da je rekord iz leta 2010, 13, 23 in pa drugo mesto Uroš Gutič. Tretje mesto Jakob Medved. Odlični časi. 13-23 z leta 2010 je tekel Kenijec Filip Drugak Jego. 7 sekund samo hitrejši od današnjega zmagovalca. Oziroma hitrejši. Še vedno torej rekord ostaja v rokah Kenijcev. Torej še enkrat zmagovalec Jan Kotal. V cilju tekmovalec številko 75, lanskoletni zmagovalec Matija Rizmal in pa odlično Blaž Orešnik v cilju. Upam, da so podatki pravi, 5. mesto danes Blaž Orešnik. Odlična uvrstitev. Roman Glažar v cilju. Bravo, stari! Ja sem posodi krok, sem te preštimal. Marcel Šmalcev. Buleta sem spetoval. Daniel Vrbnjak in Andrej Vršič. Potopiliš Vojvoča, to je glavni v Ormožu. Med tekmovalci sta bila tudi župan Daniel Vrbnjak in direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. Zmagovalcem po kategorijah so pokale podelili župan Daniel Vrbnjak, podžupan Zlatan Fafolič in direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. 2013 in mlajše. Tretje mesto Ana Pintarič. Drugo mesto Lija Stanko. In pa zmagovalka Nika Šoštarič. Medalje podeljujejo župan Daniel Vrbnjak, podžupan Zlatko Fafolič in pa direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. Otroški tek 550 metrov, dečki 2013 in mlajši. Tretje mesto Marko Bezjak. Drugo mesto Filip Horvat. In prvo mesto David Erman. Vsi trije športna šola Dada. Gremo k dekletu 2009 in mlajše, tekla 1100 metrov, tretje mesto Petra Alebek. Petra Alebek. Drugo mesto Klara Šoštarič. In prvo mesto atletski klub Ormož, Meta Bezjak.
Gremo k fantom, tekma 1100 metrov, 2009 in mlajši. Tretje mesto, Nik Govek. Drugo mesto, Jaka Horvat. In pa zmagovalec, Luka Dovnik, atletsko društvo Štajerska. Gremo k družinam. Tekmovalo je 8 družin. Tretje mesto, družina Pintarič, Ana in Gorazd. Drugo mesto, družina Kristelčke, Tija, Taja, Kim in Kaja. In prvo mesto, družina Šmigoc Kosi, Rok Šmigoc in njegov dedek Jože Kosi. Sledi tek društev upravne enote Ormož, tretje mesto PGD Cvetkovci. Peter, Janez in Borut zaslužijo se tudi pohvalo, da so poleg štafetnega teka tekli tudi na 4800 metrov. Tretje mesto PGD Cvetkovci. Drugo mesto, društvo AZA, Aneja, Zala, Ana. Članice atletskega kluba Ormož. In prvo mesto, PGD Savci, Matic, Niko in Miha. Tekmovalo je 5 društev. Ob tej priložnosti še čestitke dvema ekipama vrtca Ormož.
Gremo k članicam na 4000 metrov. Razdelili bomo 5 nagrad in sicer 5. mesto Simona Javoršič. 5. mesto, 5 denarnih nagrad atletskega kluba Ormož. Še enkrat generalni pokrovitelj te prireditve je Javni zavod za kulturo, turizem in šport Ormož. 4. mesto Jasmina Iljaš. Redna udeleženka tekov tukaj pri nas v Ormožu, tako nočnih kot polmaratona. Tretje mesto iz atletskega kluba FIT Teja Faber. Drugo mesto je letos pripadlo lanskoletni zmagovalci Leji Haller, atletsko društvo MAS Ljubljana. Zmagovalka prihaja iz Celja, atletsko društvo Kladivar Celje, z odličnim časom 13:29. Nika Pfeiffer. Zmagovalka je rojena leta 2004, torej Nika Pfeiffer. Gremo k fantom na 4800 metrov. 8. mesto Tjaž Vilko. Atletski klub Selvica, 8. mesto. Sedmo mesto Tadej Serdišek, atletski klub Poljane Maribor. 6. mesto Ante Živković, atletski klub FIT. 5. mesto Blaž Orešnik, atletski klub Ormož. 4. mesto lanskoletni zmagovalec. Torej vse pove, kakšna konkurenca je bila letos, Matija Rizval, atletsko društvo MAS Ljubljana. 3. mesto Jakob Medved, športno društvo Tek Jelek. 2. mesto Uroš Gutić, atletski klub Borac Pale. 2. zmagovalec z odličnim časom 13:30, sicer 7 sekund za najboljšim časom, ki ga držijo Kenijci tukaj v Ormožu, Jan Kokal, Celje.
Za sam konec bi še enkrat konec koncev zaploskali organizatorjem atletskemu klubu Ormož, ki je danes privabil v Ormož rekordno število nastopajočih v vseh 21 letih, odkar se organizira Ormoški ulični nočni tek. Čestitke ekipi predsednika Ivana Goloba. In pa še enkrat hvala lepa res vsem prisotnim tekmovalkam in pa tekmovalcem, pa obilo sreče še naprej in pa varno pot domov. Mika Fajfar, če me spomine moti, prvič v Ormožu. Sem bila že pred časom, ko sem bila sicer mlajša, enkrat, drugič. Si pred tekmo pričakovala zmago, odlično si tekla. Hvala, pa niti ne, ker sem bila za vikend na državnem prvenstvu, je bilo kar naporno, ampak šla sem tako za zabavo, tako da v redu. Ponavadi je, ko se gre tako za zabavo v hejcu, tudi najboljši rezultat, tudi vreme, se mi zdi, da je bilo ugodno, skratka, ko je sproščeno, je bistveno bolje. Točno to, če greš brez pričakovanj, se mi zdi, da je nekako najboljše. Trasa proge, zahtevna, nezahtevna, kako jo ocenjuješ? Pa jaz bom rekla, da je kar zahtevno, ker je dosti klancev, ampak mi je hitro minilo, tako da v redu proga. Lepo tudi, da ima zvonček, da ti zadnji krog, super je. Jan Kokal, zdi se mi, da tudi vi, podobno kot zmagovalka Nika Fajfar, še niste tekmovali v Ormožu. Ni res, v Ormožu sem že dvakrat tekmoval, ampak nazadnje je bilo to, se mi zdi, da leta 2016. Ja, zato se mogoče ne spomnimo, čeprav smo mi, na primer, gar 21 let že tukaj od samega začetka. Odličen čas, odlična predstava. Ja, res je, odličen čas. Ta čas sem tudi pričakoval, ker slutim, da sem v kar odlični formi. To je tudi pokazatelj, glede na to, da sem tekel osebni rekord na 5000 metrov pred 3 tedni v Italiji. Proga, kako jo ocenjujete? Proga je kar težka, ker je kar veliko klancev, ampak je potem tudi veliko spustov, tako da zanimivo. Tako je Ormoški atletski klub izpeljal še en uspešen nočni ulični tek, ki je lahko v ponos tako klubu kot Ormožu. To je bila zadnja oddaja pred dopusti. Naslednjih 5 tednov si boste lahko ogledali ponovitve, kar pa najbrž tudi prav pride, če ste kakšen dogodek v prvi polovici leta zamudili. Želimo vam prijetno, dolgo vroče poletje. Z novimi informacijami se vrnemo 3. teden v avgustu. Pazite nase in srečno!